Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ni potrebno imeti nadpovprečne dohodke, da začnemo pametno upravljati svoj denar. Pa vendar je plača za večino glavni vir dohodka. Kakšna pa je vaša plača? Ste zadovoljni z njo? Ima vaš kolega višjo plačo? Kdaj in kako do šefa pa povišek? O plačah, novih oblikah dela ter tudi priložnostih na trgu dela se bom pogovarjala s Tomažem Gorjupom, ki je direktor Stirije Digital Marketplaces, ki upravlja portale kot so bolha.com, mojedelo.com, pa tudi portal plača.si, ki ponuja podroben vpogled v plače po različnih poklicih, panogah in tudi drugih kategorijah. Pozdravljeni. Pozdravljena. Sem vse prav povedala? Ja, sem prav čakal, če ste kaj pozabila, pa niste. Tako da, odlično. Evo, Hvala. super, kljukica. Poletje je čas, ko marsikdo analizira svoje življenje in glede na to, da preživimo tretjino svojega časa v službi, je pomembno tudi, da smo s delom v službo zadovoljni. Številne raziskave pa kažejo, da je le 1 od 10 zaposlenih zadovoljen s svojo službo. Kakšne so vaše ugotovitve raziskave in kakšni so dejansko glavni razlogi za nezadovoljstvo? Moje delo v svojem portfoliju upravlja 3 različne raziskave. Ena izmed teh je tudi Global Talent Survey, v kateri Slovenci na prvo mesto postavljajo dober odnos s sodelavci, kar še v prejšnji raziskavi ni pojavilo niti na lestvici 10 najpogosteje izpostavljenih vrednot. Ravno tako med prvimi 10 prioritetami na delovnem mestu ni bilo vrednota usklajevanja zasebnega in poklicnega časa, ki se je uspelo še celo na drugo mesto. To je zelo velika sprememba od lanskih let, kar seveda pomeni, da se je nekaj tudi v celotnem življenju ljudi spremenilo. Edino, kar seveda lahko rečemo, da se je v zadnjem letu spremenilo, je bila res vpliv korone, kjer smo očitno ljudje začeli bolj gledati tudi nase, ostalo ne pa samo na finančno kompenzacijo, ki recimo v tej raziskavi za 2020 zaseda šele 8. mesto. Po tej isti raziskavi, da je približno samo 21% zaposlenih zelo zadovoljnih z trenutnim delodajalcem. 2% jih je pa nezadovoljnih. To je narejeno na vzorcu 12.700 Slovencev, tako da je relativno reprezentativna raziskava, kar na nek način teh 10%, kjer ste na začetku omenila, malo ovrže. Je pa seveda vse tudi odvisno o svoji percepciji. Vemo pa, da kadarkoli govorimo o zadovoljstvu z delo, vedno imamo zunanje in notranje motivatorje. In običajno seveda so notranji mnogo bolj zahtevni, zunanji pa zelo transparentni. In pa običajno moramo imeti za dolgoročno zadovoljstvo, rabimo imeti res dobre notranje motivatorje, da so izpolnjeni, da nas izpopolnjujejo, da vemo, zakaj hodimo vsak dan v službo ali pa se priklapljamo vsak dan v službo, kakor hočemo. Tako da ta del je tisti, kateri je najbolj pomemben. Torej, korona je vseeno precej vplivala na naša življenja in tudi na dojemanje službe, dela, veliko več cenimo prosti čas, ne? Sva tudi ugotovila s to raziskavo. V tujini pa beremo, da zaposleni so pripravljeni tudi dati odpoved, če jim delodajalec ne omogoči dela od doma. Je to postalo nekaj, kar bodo delodajalci mogli nekako vključevati v svoje zaposlitvene programe, ali kako bi rekla temu? To je vedno vprašanje, kakšen motivator rabiš za zapustiti podjetje. Običajno je to takrat, kadar se ti vrednote nehajo skladati z vrednotami podjetja. Zdaj, če je ta ena vrednota tudi, recimo, ali lahko delamo doma ali ne, je seveda
tudi čisto legitimno. Je pa dejansko, kar je zelo presenetljivo tudi v tej raziskavi, da je okolje prijazno za delo je zelo visoko na lestvici vrednot. In da nekje ta del, takrat, kadar delaš pa ti od doma, ne, je pa kakšno tvoje delovno okolje, tvoja pisarna ali tvoja kuhinja ali tvoja delovna soba, kar pomeni, tam si zelo domač. In tam je seveda tudi potem je ta vrednota zelo lepo izpostavljena in je izpopolnjena. Ne. Je pa sicer res, da je zdaj na koncu pandemije, mislim, to takrat, kadar smo delali, bil pač tisto prvi val nekje končan, ne, je približno 90% ljudi pričakuje možnost kombiniranja fleksibilnega in stalnega delavnika. To so na nek način že pričakovanja, katera so v Sloveniji sicer malo nižja, so približno 72%, pri čemer jih je to imelo prej, oziroma je delalo med pandemijo na ta način samo 27%. Kar lahko potem rečemo, da nekje naredimo en zaključek, da je bilo tudi veliko, da so ta pričakovanja se pojavila tudi zaradi veliko medijskega, recimo, pompa okoli tega. In potem seveda ljudje gledajo, to bi bilo pa dobro, to bi pa tudi jaz, ne. V realnosti je pa samo približno 30% imeli tak način dela zdaj, katerega si zdaj želi imeti pa 72%. Kar pomeni, da te izkušnje še ni. Zdaj, da bi rekel, da potem to v Sloveniji bo zaradi tega prihajalo do množičnih odpovedi, ne, sem zelo skeptičen. Seveda lahko, da se motim, pa da me bo realnost postavila na laž, ampak glede na te številke bi rekel, da je težko verjeti. Ne. Je pa res tudi, da seveda, da ta preferacija ni na splošno. Dejansko to se bolj nanaša na delovna mesta, kjer so vezana z digitalizacijo, avtomatizacijo, tudi kadrovanje kot zanimivost, ne, tajništvo, IT in ostalih tehnologij. Tako da določenih del seveda tudi ne moramo delati na daljavo, ne, ampak določena so pa še bolj izpostavljena, kjer želijo zaposleni opravljati delo od doma. Zdaj, v času korone je pa marsikdo spoznal, da ne želi več delati v panogi ali pa v podjetju, kjer je bil doslej zaposlen. Razlogi seveda so različni, recimo to je bilo, velikokrat se je govorilo predvsem v turizmu, ne, da so se marsikateri zaposleni v turizmu odločil za zamenjavo poklica in panoge. Ja, tudi v tej drugi raziskavi, katero imamo tudi mi, je pa Global Talent Survey, ki smo jo naredili skupaj z družbo Boston Consulting Group in moje delo in pač članom in mojega delo, ki je član networka, pa kažejo, da je že prej bilo približno 54% Slovencev pripravljenih se prekvalificirati za novo službo. Kar pomeni, da to ni nekaj tudi, kar se je šele med pandemijo izpostavilo, je pa seveda, kot vemo, vedno vprašanje med tem, ali si pripravljen ali pa narediš. Očitno je pa pandemija izpostavila ta del, da so ljudje bolj začeli izvajati to, kar so prej govorili, je pa res to, da jih je verjetno v določenih branžah kar sama situacija pripravila do tega, da so hoteli ali ne morali. Tako da to je pač res, kar je. Ne. Smo pa tudi videli, da dejansko se v primerjavi z 2018 mnogo več časa ljudje posvetijo osvajanju novih veščin, predvsem fokus na digitalno, na IT in pri tem večinoma tudi uporabljamo digitalne kanale, kar je zelo, zelo tudi bilo verjetno vplivano iz pandemijo, glede na to, da smo bili bolj doma.
ampak tudi dejansko povprečno več časa namenimo, mislim, da vsi skupaj, dodatnemu izobraževanju, kjer nas pač veliko stvari sili v to, hoteli ali ne, da pač se moramo izobraževati dodatno. Se pravi, to se samoiniciativno odločamo za ta dodatna izobraževanja ali to je kakšen pritisk delodajalca, da je pa treba osvojiti neka nova znanja zdaj? Zdaj sem tukaj lahko nekako moje lastne izkušnje povem. Jaz osebno ne verjamem v nobeno izobraževanje, katero je iz strani delodajalca prisiljeno. Ne verjamem v nobeno, katero nima oseba lastnega interesa, da se nauči. Zaradi tega pri nas noben ni prisiljen, nič pa vam lahko rečem, da se veliko ljudi izobražuje in gre naprej. Zdaj, velikokrat, ko se pogovarjam z ljudmi, ki niso zadovoljni s svojo službo, rečejo, da si ne morejo privoščiti dati odpoved. Kdaj pridemo do tiste točke, ko pa rečemo, zdaj pa tega dovolj, čas je za spremembo? A to je odvisno od posameznika? To je zelo odvisno od posameznika. Tako da bi težko to komentiral. Kar lahko seveda rečem, pa da se nekako nanašam tudi na prej, kar sva govorila, vedno je nekje ravnovesje med notranjimi pa zunanjimi dejavniki, katero mora biti nekje v sozvočju. In če tega ni, potem hoteli ali ne, bomo prej ali slej se odločili, da bomo zamenjali službo. To velikokrat ni zelo enostavno in tudi ljudje ne znajo tega narediti, se bojijo stopiti do nadrejenega in reči, da veš kaj, jaz bom pa zdaj grem, adijo. In nekako veliko ljudi čaka, da pride do nekega konflikta, da ima potem lahko zaradi tega izgovor, zaradi tega sem dal, ne pa zaradi tega, ker sem dobil jaz nekaj boljšega. Kar pa ni dobro, zato ker s koncev, kakorkoli pogledava, Slovenija je majhna. Karkoli se bo naredilo na enem delovnem mestu, lahko verjamete, da bo zelo hitro prišlo okoli in se bo vedelo, ta je šel pa od tam zaradi tega, ker je bil ni mogel tam se izkregal ali pa karkoli že. Po drugi, to je ena stvar, katera je seveda res, druga stvar je pa tudi ta, da nikoli ne veš, kdaj ti kakšna referenca pride prav. Dejansko referenca je tista, katero dobiš od predhodne službe, je tista, katera je največ vredna. Tako da tukaj je treba tudi ljudje se morajo zavedati, da ni dobro oziroma je napačno iti iz službe v prepiru, pač v neki slabem odnosu, res pa je, da včasih ne gre drugače. Ampak če se le da, se poskušate izogniti temu. Osebno sem imel vse izkušnje že, tako da tudi pluse, tudi minuse in vem, da se kdaj tudi ne moreš izogniti, kljub temu, da veš, da tega ne smeš. Ne gre. Ja. Ne gre. Dajva se dotakniti majčkeno Islandije. To je zdaj bilo v medijih precej odmevna novica in sicer Islandija je prva država, ki bo nekako vpeljala 4-dnevni delovnik. Menda, da eksperimentirata s tem tudi Japonska in Španija. Nekatera podjetja so tudi samoiniciativno že uvedla te krajše delovnike, pri čemer je pa treba povedati, da bo plača ostala nespremenjena. Razlogi so pa ravno to, kar sva zdaj govorila, iskanje tega ravnovesja med delom in prostim časom in pa poudarjajo tudi, da je večja učinkovitost zaposlenih, če je krajši delovni čas, ne? Ja, to je sigurno res, da na ta način imaš boljši. Vem, da so vse te študije tudi kažejo, da človek več kot 6 ur intenzivnega dela ne more delati, zato da rabi več počitka, da tudi če delaš 8 ur, tako si 2 uri vmes, si neproduktiven, ker imaš počitek, moraš narediti, da kreativno se razvije, težje po toliko časa dela, kar je vse se polnoma strinjam, da je čisto res, ne. Bom pa težko verjel, da če govorimo o storitveni dejavnosti, tam, kater se prodaja človek uro ali človek dan,
boš kar naenkrat rekel, tukaj boš imel pa isto ceno za 6 ur, kot si imel prej za 8 ur, ker kako boš prišel do tega, kaj boš tukaj razložil. Veš kaj, prej sem ti zaračunal 8 ur, ampak 2 uri sem sam v luft gledal, sem se relaksiral. Ne gre, ne. Tako da jaz mislim, da določene področja dela ne bo šlo, določena se pa sigurno strinjam, da bo šlo. Predvsem takrat, kadar ni plačilo oziroma kadar ga kupec ne plača glede na čas, ampak plača glede na izdelek. Potem seveda je zadeva zelo transparentna in jo lahko rečeš, če ti za en izdelek rabiš pol ure, namesto prej si rabil 1 uro, fino. Meni je v redu, še vedno plačam ga isto, ga dobim in sem ok s tem. Ne? Če pa seveda ni, je pa druga stvar. Ne? Je pa res, da pri nas, ne, v Sloveniji, kakorkoli pogledamo, nekako to, mi smo še vedno na stopni tega, da poskušamo uvajati fleksibilen delovni čas, ker tudi v večini firm še to ni upeljano. Ne? Kar pomeni, da smo recimo korak ali pa 2 za tem, ne? Pa tudi tukaj imamo izjemne težave, predvsem, ker to je pa nekje zelo velika nevarnost, da gre naš privatni čas v nulo, ne? Ker seveda, če rečeš, ok, bom delal 2 uri zjutraj, pa 2 uri od 4 do 6, pa 2 uri 10, a bo to res tako šlo? Ali bo kar naenkrat se potegnil še zraven in bo to prišel, namesto 8-urni bo prišel 12-urni delavnik, pa vedel ne boš kdaj. Tako da vse stvari imajo zelo veliko vprašanje, pa vse vezano z disciplino oziroma z predvidljivostjo dela in z organizacijo. Ker mogoče slovenska podjetja niso še tako daleč, da bi to lahko, ker vam lahko povem, sem z enim kolegom govoril enkrat, ki je rekel, jaz delam v firmi, delam 8 ur, naredim ful več kot tukaj, naredimo, pa nisem zmatran, tukaj sem delal prej 12-14 ur, pa nisem toliko naredil, pa sem bil zmatran. Kaj je pa razlika? Rekel, tam točno vem, kaj moram delati, točno vem, kako moram narediti in potem mi ni problema, ker me ne motijo vsakih 10 minut za tem z unim drugim in se lahko fokusiram in delam 8 ur to, kar moram narediti in naredim in sem potem mnogo manj zmatran, kot pa sem bil prej. Tako da verjamem, da je tudi stvar to z zrelostjo podjetij, z urejenostjo, kater žal mislim, da večina podjetij v Sloveniji še ni na tem nivoju, je pa seveda želja, da pridemo tja. Tako absolutno ni vprašanja ja ali ne. Se pravi, je pomembno, da so jasno definirane naloge, opredeljeni cilji, zato da se ve, kaj v bistvu delavec mora narediti, ne? Ja. No, to, kar se tiče Islandije, bo vsekakor zanimivo opazovati ta njihov eksperiment. Tudi pri nas v Sloveniji so nekatera podjetja vpeljala krajši delovni čas, 6-urni se mi zdi, da sem prebrala, da je kar nekaj podjetij že vpeljalo, tako da tudi to se mi zdi, da so že neke pozitivne izkušnje, kot sem prebrala, da so poročali o tem, ne? Sigurno. Ja, dajva se dotakniti zdaj plače, nekaj je bilo že o tem je bilo omenjeno, zdaj plača in karantena, to je bila tudi taka zanimiva izkušnja. Marsikdo iz javnega sektorja se mi je pohvalil, da je bila njegova plača v času karantene bistveno višja, kot je sicer, ravno zaradi teh dodatkov. In moram reči, da se mi je kar nekaj ljudi pohvalil, da so pa sedaj res zadovoljni s plačo, s temi dodatki. Ampak dodatki niso večni, dodatki so šli stran oziroma bodo šli stran, in potem bo udarila realnost. Ne? Kako je zdaj s plačo, z dodatki v času korone? Konkretnih podatkov, bi rekel, z raziskavo zato nimam. Ne? To moram direktno povedati, kar pomeni, lahko povem to, kar sem dobil, kar so dobili tudi naši ljudje, kateri hodijo po trgu od podjetij. Tako da iz tega lahko povem, da to v privatnem sektorju se ni zgodilo. Res je. Se ni zgodilo. Res je, da seveda to govorim generalno. Seveda so določena delovna mesta, so se pač povišale plače, ampak ne zaradi
tega, ker bi bili dodatki to, ampak zaradi tega, ker pač trenutno, pravic povedan, če spet tako rečem, IT-ovcev na trgu ni. Kar pomeni, če ga hočeš dobiti, ga boš mogel plačati več. In to je pač en del, so pa seveda tudi druga delovna mesta, katera s temu podvržena, tako da tam ja, ampak to nima veze z korono, ampak je bolj stvar z celotno situacijo na trgu dela. Ja, in kakšna je ta situacija na trgu dela? Kdo zdaj zaposluje? Zdaj mislim, da ima 71,000 brezposelnih, mislim, da je 8-odstotna stopnja brezposelnosti, 71,000 brezposelnih oseb, kar je za petino manj kot lani v istem času. Največ brezposelnih je pa med mladimi in starejšimi od 55. leta. Zdaj, na eni strani bi radi zaposlovali, pa da ni kadrov, zlasti, ko ste omenili že v IT panogi in pa predvsem v nizko kvalificiranih delovnih mestih. Ne? Kakšna je torej situacija na trgu? Kdo išče nove oziroma zaposluje? Kdo ima težave pri zaposlovanju? Mislim, da če vam tako rečem, 8% brezposelnost, ne vem točno, je to 8 ali 6% brezposelnost je tista, katera bo vedno. To so ljudje, kateri ali ne želijo delati, ali dejansko niso sposobni delati, ali karkoli že, kateri imajo določene razloge, da ne. Iz tega vidika lahko rečemo, da smo mi, kakorkoli gledamo številke, že skoraj vsi zaposleni in da ni tistih, kateri bi iskali. Predvsem, če govorijo o tem, da seveda govorimo o številkah. Trenutno veste, da se išče zelo veliko proizvodnih delavcev, katerih je pri nas približno 30% vseh oglasov. Mi dejansko tudi toliko oglasov, ki jih imamo zdaj, pravic povedano, še ni bilo že dolg časa. Odziv je relativno slab, zato ker tudi pač ni ljudi na trgu, tako da ta del je problematičen. Je res, kar vemo tudi, da v preteklih letih je bilo kar nekaj ljudi iz tujih držav, kateri so prišli sem, katerih zdaj ni, ker so zaradi korona krize šli nazaj. In seveda tudi teh ljudi ni, to se zdaj, predvsem, ko se začenja turizem spet odpirati, imajo tam izjemne težave dobiti kader, ker v vmesnem času so se ljudje, ker ni bilo dela v turizmu, so pač mogli preživeti in so šli in so delali nekaj drugega in so se prekvalificirali, so prišli na drugo delovno mesto. So prišli noter, tako da ta del je nekako zelo kritičen zdaj. Tudi če govorimo o fizičnih delovnih, o gradbeništvu, kater ni sicer nikoli zraven tokom krize, pandemije se zapiral, ampak vseeno so določeni tujci šli nazaj. Tako da tukaj imamo zelo velik gap v Sloveniji, pa mislim, da ne samo v Sloveniji, v vseh državah je podobno. Sezonskih delavcev ni, tudi v odzuni, ki iščejo za pobiranje sadja tega. Ko veste, včasih so Romune vozili z avtobusi, z vlaki, zdaj temu ni več tako. Tako da je so se razmere spremenile. To deluje zelo optimistično, torej mladi lahko danes dobijo službo. Ja, glejte, če bo seveda vsak hotel biti direktor kakšnega podjetja pri 25, potem verjetno malo težko, ne? Če bo pa pripravljen delati, stopati tudi na kakšno ne tako senior pozicijo najprej, pa prek dela se pokazati, pa mislim, da ne bi smeli biti težav, no. Mi vidimo res dejansko, da prijavna delovna mesta ni veliko, jih je malo, je dejansko tako kot takrat v največjem času konjunkture, kjer bolj kot ne je bilo treba človeka, če si ga hotel dobiti, bolj kot ne poklicati, se na oglase ne javi. Nismo še tam, no, ampak se
približujemo temu trenutku in je dejansko se kažejo razmere na trgu dela kot zelo ugodne. Super. Beremo pa tudi po časopisih, da mladi želijo delati za 2 do 3 tisočake na mesec, sicer ne bodo delali. Imate kakšno zanimivo statistiko glede samih plač, koliko zaslužijo recimo milenijci ali pa kakšne so njihove želje po plačah, kakšne višine si želijo? Zdaj, tukaj lahko se nekako grejo na to vprašanje malo širše, ne. Vprašanja plač so zelo kritična, ne. V Sloveniji še vedno je to bolj kot ne skrivnost, katera se varuje kot ne vem kaj. Tako da tukaj bom težko rekel, mi v naših raziskavah, kjer delamo vezano plače, starost zaposlenih ne zbiramo. Zato, ker pač naša predvidevanja so oziroma pričakovanja so, da delodajalec ne bo plače prilagajal starosti, ampak bo plačo prilagajal izkušnjam. Kar pomeni, a ste junior, a ste senior ali kje ste, da to je tisto, kateri je bistveno, ne pa a ste 24 let ali ste 55 let star. Če ste junior, po pravici povedano, imate, kar se mene tiče, povsod isto izhodišče. Če ste pa senior, tudi že pa 24, pa sem še bolj zadovoljen. Tako da tukaj ni, ampak ja, pričakovanja so velika, seveda jih vse te zgodbe, kjer se tudi berajo od raznih ICOT-ov pa raznih teh pa drugih stvari, se zelo napihujejo pričakovanja o plači. Realnost je pa malo drugačna. Realnost pa potem pride, da se je treba na trgu pokazati, se je treba v podjetju pokazati, kaj je tvoja dodana vrednost, in takrat, kadar pokažeš, kaj je tvoja dodana vrednost, običajno tudi delodajalec, če le ima na voljo denar, ti ga bo dal. Seveda prideš pa tudi v podjetje, kjer tega denarja ni, kar lahko tudi povem, da se v našem podjetju že parkrat zgodilo, da pač človek je zrastel, prišel do tega, da je na trgu postal vreden več, ne. In kljub temu, da bi ga rad imel, ampak tazga budžeta ni za tako delovno mesto in žal je šel naprej. Žal za nas, dobro za njega, kar je pa, bom rekel, neko normalna evolucija, katero vsak človek gre čez, ne. Tako da tukaj ne bi ni nič negativnega v nobenem primeru. Mene pa seveda zanimalo, kako so zadovoljni poslušalci MoneyHow s svojo plačo, in sem tudi naredila anketo med njimi, in sicer na Instagramu ker je večji del mojih spremljevalcev so mlajši, je kar 60% priznala, da svojo plačo niso zadovoljni. Na Facebooku, kjer mi pa sedijo malce starejši, so pa povedali, da je 54% zadovoljna s svojo plačo. Kako smo sicer Slovenci zadovoljni s svojo plačo? Zdaj bom tako rekel, ne, glede na to, da plača ni v ta najbolj bistvenih kriterijih, zakaj si kje v službi, zakaj bo šel v službo, ne, bi lahko rekel, da ni zelo pomembna. Tudi iz vidika tega, da ljudje običajno ne menjajo službe samo zaradi plače, bi bil zelo skeptičen. Po drugi strani pa tudi med zadovoljstvom in nezadovoljstvom je velik razkorak, ne. Če tako pogledam, če bi pogledal pri sebi v firmi, če bom vprašal, koliko si zadovoljen s plačo, mi noben ne bo rekel, jaz sem zadovoljen, vse je v redu. Če bom pa rekel, ali si nezadovoljen, sem pa siguren, da jih najmanj 95 ali pa 90% bo rekel, ne, nisem nezadovoljen. Tako da ta razkorak je zelo vprašljiv, po drugi strani pa tudi, kar ste omenila, vezano na starost, ne, bi lahko rekel tako, ne,
starejši, kot smo ljudje, no, jaz se imam za starega že, starejši, kot smo ljudje, bolj tudi imamo že določene osebne eksistenčne potrebe zagotovljene, kar pomeni, ne rabiš več, recimo, jaz govorim generalno, me kdo mogoče ne razume, kot da govorim kaj slabega, ne rabiš več skrbeti za stanovanje, za te osnovne eksistenčne potrebe, ampak bolj kot ne več naprej. Seveda, ko si pa mlad, rabiš pa mnogo več denarja, ker moraš si še celo stanovanje urihtati, ker seveda vemo vsi, da pri nas iti v najemno stanovanje ni isto tretirano, kot da imaš lastnega, tudi naša fleksibilnost tega ni tako velika, tako da so tudi pričakovanja in potrebe so drugačne. In tudi, recimo, ko si 30 let že delaš, veš, kaj lahko pričakuješ, veš, kako je tvoja plača ocenjevanja, koliko se ti lahko da, in potem seveda se ti tudi tvoji osebni kriteriji zadovoljstva ali nezadovoljstva v določenem nivoju spremenijo. Lahko grejo gor, seveda lahko grejo dol. To je vedno vprašanje. Ampak z tega vidika rekel, da nisem nič presenečen nad temi številkami, pa rekel, da pač seveda, kaj pa to realno, koliko je pa zaradi tega ljudje kakšnih naslednjih korakov se lotili, pa bi bil malo skeptičen. Ja, zato je pa treba stopiti iz cone udobja, marsikdo pa si ne želi iz cone udobja, ker vsaka sprememba te kar pretrese in za nekatere je v bistvu menjava službe lahko izjemno stresna situacija, tako da, ja, cona udobja oziroma neudobja. Dajva samo še pogledati plačo. Zdaj, trenutno povprečna slovenska plača je 1280 evrov neto, to je bila zadnja, mislim, da bila izmerjena maja, 1280 neto. Marsikdo benti, da je ta statistika popolnoma izkrivljena in da so dejansko plače nižje. Težko bom sodil v tem. Lahko rečem samo to, da če pogledamo, kaj je minimalna plača, minimalna plača, bomo rekel, daleč tega, da je to neki wow, ampak vsaj nekaj je, Tako da če rečemo, da koliko minimalna je 1000 pa še neki bruto, kar pomeni, to pridemo nekje 650 neto, Kar pomeni, če rečemo, da je povprečna enkrat višja, kot je minimalna, rekel, da to ne bi smelo biti toliko napačno, Razen seveda, če niso predpostavka, da je velika večina ljudi pri nas v Sloveniji na minimalni plači, kar pa potem, mislim, če lahko malo spet osebnega rečem, veliko ljudi zelo težko živi, ker z minimalno plačo ni enostavno preživeti, je zelo težko, še predvsem, če imaš družino, in če je tega toliko veliko, pol res je ta del, Ja, minimalna plača se je letos dvignila januarja na 1024 evrov. Kako pa je vplivala minimalna plača na našo plačo? Definitivno je minimalna plača vplivala na kreditno sposobnost Slovencev, Glejte, tega, kar mi vemo, ja, minimalna plača se je dvignila, ampak to ni vplivalo na plače ostalih. To je pač se dvignil tisti najnižji del, ostali so ostali to, kar je. Kar se je tudi v kar nekaj primerih zgodilo, da so nekateri, kateri so bili prej malo višje, zdaj prišli na minimalno. Tako da to je bil nekje problem, kar pomeni, da se tudi ni mogla malo dvigati, da so prišli na minimalno. Tako da ta del je imel zraven, ampak da bi pa zaradi tega nekdo, kjer je bil 2 ali 3 plačilne razrede nad tem, zaradi tega šel na višji plačilni razred, oziroma da bi se vsi plačilni razredi zaradi tega za toliko dvignili, to pa po naših informacijah se ni dogajalo. Dobro, ne bom govoril, če je kakšna izjema, ampak generalno temu ni bilo tako.
Prej smo nekaj že omenjala, da te starostne diskriminacije v višini plače naj ne bi bilo, ne? Ja. Kaj pa spolna oziroma ženska moški? Še vedno pogosto slišimo, sploh zdaj v zadnjem času je bilo slišati, da so še vedno razlike v plačilu med moškimi in ženskami za isto delo. Tega tudi nimam empiričnih podatkov, kar pomeni tudi spola ne zbiramo, ker še enkrat bom ponovil to, kar sem prej rekel, to, kar se mene tiče, ni stvar razlikovanja. Jaz lahko povem za pri nas, pa to, kar jaz vem, da absolutno mi je vseeno, a je on, ona ali ono. Bistveno je, da je delo narejeno v taki kvaliteti, katero je, in to je to. Drugo me ne zanima, in tudi velika večina ostalih, s katerimi smo v kontaktu, govori isto. Zdaj, tudi isto potem delajo, tega ne vem, ampak generalno je to, no. Tudi nekako bi rekel, da bi temu mogli biti nekaj na tem, glede na to, da so vrednote, katera so tudi ljudem pomembne, so pomembne, kako se jih tretira, kako se jih dojema, kakšen imajo pozicijo v službi do nadrejenega, tako da bi tukaj težko mi v ta sistem vrednot, katerega smo v raziskavah videli, to pa še rekel, ja, zdaj je pa tam, ko je pa ženska ali pa nekdo, kateri je mlajši, ima pa manjšo plačo, ko je pa starejši. Ja, ima recimo mlajši nižjo plačo, ampak nima zaradi nominalne, mislim za osnovne plače, ampak zaradi tega, ker nima še dodatkov za delovno dobo ali pa karkoli drugih dodatkov, kjer so zakonsko predpisani, ampak druge pa ne bi smelo biti. No. Ja, ne bi smelo biti, ampak marsikdo nam pač pove, da se dogaja tudi to, da pač se preferira določen spol za določeno delo. Žal tako je, a ne? Kako rečem, ja, možno vemo mi to, da tudi določene oglase dobimo, kjer se kdo zmoti, pa napiše pač ženska ali moški, ne, ampak vemo vsi, da po zakonu to ni dopustno, da ni, kar pomeni to, da bomo takoj nazaj. A je tega veliko? Ne, zelo malo. Tako tudi na tej osnovi lahko rečem tudi neke zaključke vlečem, da pač tega, če je, kar vam verjamem, da je, ne bi smel biti veliko tega, no. Zdaj, omenila sva tudi že, da je plača dostikrat skrivnost, o tem se ne govori. Jaz sem celo izvedela, da marsikateri zakonec oziroma partner skriva plačo pred svojim partnerjem, se o tem ne pogovarjata odkrito. Pogosto to plačo ne želijo razkriti, v oglasih za delo pač to ni navedeno, v tujini je to običajna praksa, da se navaja vsaj neki okviri, kakšna naj bi bila plača, pri nas se pa o tem ne govori, z izjemo parih trgovcev, ki to seveda objavljajo. Zakaj je temu tako? Težko bom rekel, zakaj je temu tako, lahko pa povem par argumentov, kateri pač podpirajo to. Zdaj, eno je, da ti čisto nekako generičen, če izhajamo še iz starih časov, ko se o višini plače ni smelo ali spodobilo govoriti, ker to je bila neki wow. To je pač iz tistih starih časov, kjer mislim, da bi se mogli že zelo spremeniti. Še vedno so pa določena pričakovanja, da si nekako nevljuden ali pa nek tak zelo povzpetniški, če ta prvo, kar govoriš o plači in sam plači, da pač to ni nekaj, kar bi se pričakovalo od človeka, katerega rekrutiraš, ne. Kljub temu, da nam mora biti jasno, da v službo hodimo, če ne samo, pa predvsem tudi zaradi plače. Kar pomeni, da to daleč tega, da je nepomembna zadeva, ne. In seveda je tudi tukaj, če se čim prej uskladimo, kar se tiče plač, lahko vsakmu prihranimo kar veliko časa v razgovorih, v diskutiranju, če so naša pričakovanja res tako diametralno
različna, da je škoda časa. Zdaj, zakaj se pa ne objavlja, ne? Pač jaz imam kar tako povejo, pa kar je stvar ta, ne? Lejte, pri nas pa nimamo toliko visokih plač, ampak mi lahko seveda plačo damo s tem, ker imamo pa zastonj malco zraven, kaj taka pa taka, ali je to, ali je drug, katerega seveda v oglasu napišeš, tega ne moreš tako specificirati, kar pomeni potem raj ne napišeš in se takrat z osebo samo pogovoriš, ali pa rečejo, lej, pri nas kdorkoli pride, v vanga pa vložimo najmanj 2-3 ure na leto v izobraževanje, kar seveda tudi veliko in pomeni več kot pa višja plača in tako naprej, kar pomeni, veliko je teh razlogov, zakaj se z plačo ne gre, predvsem zaradi tega, če je prenizka, ne, seveda, če je pa previsoka, imaš pa drug način razmišljanja, le, če kdo pa je tukaj, da pa plača 10 ur, se bojo pa vsi prijavili, pa dobil ful ljudi, ki bojo se hoteli sem priti zaradi plače, ne pa zaradi mene, zaradi podjetja, zaradi vsega, kar tukaj nudim. Tako da imaš obe skrajnosti in potem konec koncev se kar prišla neka mantra, da temu, to se pač ne govori, ne. Ne bi pa hotel še tretjega povedati, res, ampak to je pa tista, da, kot vemo, še vedno je v Sloveniji relativno neurejeno to področje, kar pomeni, da priješ tudi v podjetja, ki ti rečejo, lej, tvoja plača je minimalna, ampak veš kaj, dobiš pa 500 evrov v potnih stroških na mesec še zraven, ne, in seveda tega ne more napisati v oglas, ne, kar pomeni, je to, ali pa preko nekih drugih, take kot sive ekonomije, se te stvari dogajajo, kar vemo vsi, in to so pač vse nekako neki dejavniki, kateri na to vplivajo, ne. Pri seveda trgovcih, to, kar ste omenili, ne, eni pa lepo jasno povejo, to je to, tu je, če te zanima, pridi, če ne pa ne, kaj boš delal, je točno jasno, kje pa kako, in nam olajšaš čas, če ti je to premalo, da prideš sem, in smo vsi happy. To je zelo enostavno. Vem, da tudi recimo v naši sestrski firmi v Avstriji tam ni oglasa brez, da je navedeno plača. In pravijo, da to je to, da s tem dobiš tiste, kateri so pričakovanja, tudi to je nek način, pokažeš, kakšno senioriteto res pričakuješ, in je to zraven. In to je nekako neka pričakovanja in da vsi naredijo zelo dobro tudi raziskavo, kaj je podjetje, kaj dejansko nudi še ostalega, je dosti bolj jasno. V Sloveniji ta blagovna znamka delodajalca ni še tako zelo izpostavljena, ne. Odzunaj mnogo bolj vejo, kaj to pomeni. Vejo, da na ta način lahko mnogo več ljudi dobijo in potem seveda, če dobiš več prijav, lahko se tudi, kar se tiče cene, drugače pogovarjaš, ne. Tako da je veliko dejavnikov na tem vpliva, ne. Se pa bojim, da mi ne bomo še kar nekaj časa prišli do tega, da bo to postalo javno. Glede na to, da se pa zakonca o tem ne pogovarjata, pa ne vem, jaz bi tukaj vprašal, kakšen zakon je to, ne pa kaj je z plačo, pa je z tem narobe, ampak dobro, to so spet jaz. Ne. Se mi zdi kar na mestu ta argument, ne, kakšen zakon je to, ne, če se o tako pomembnih stvareh ne pogovarjaš. Ja. Je pa res tudi to, da marsikateri mlad človek, ki vstopa na trg dela, ne more si izoblikovati neka pričakovanja oziroma si nekako pričakuje več, kot dejansko potem je na trgu. Vse informacije v bistvu praktično ni o tem nikjer, ne, kakšna je višina plače v določeni panogi za določeno delo. Zdaj prek vaše spletne strani plača.si tam lahko vidimo recimo približno, kaj lahko pričakujemo na nekem delovnem mestu. Res je, tam dejansko lahko vsak dobi noter vsaj neko oceno. To je čisto brezplačno, takoj, ko da svojo, vidi, kam on pade v povprečje. Če seveda plača, mislim, da je 4,99, dobi še več podatkov, s tem, da dobi seveda
podjetja imajo pa drugačen paket, katera ima pa drugačno analizo, kjer dobijo pa še bolj poglobljene podatke za posamezno regijo, za posamezen segment, za vse skupaj. Tako da dejansko podatki so dosti zanimivi. Pokažejo veliko, tudi tako, ko smo jih drugače gledali pa delali določene analize, so posamezni podatki taki, da je marsikdo rekel, ne, to pa ne velja, ker je prišlo do tega, da seveda v Sloveniji, kakorkoli so določene plače ful visoke, ko so imeli občutek, da v Sloveniji so pa ful nizke v primerjavi z drugimi državami druge. Tako da, ko smo delali še to primerjavo, tako da stvari so take zelo zanimive. No? A lahko kakšno zanimivost izpostavite? To se me pa zdaj dobila. Ne bi vam karkoli rekel. Vem, da smo enkrat gledali prav za IT-ovce, ko smo to in smo prišli do tega, da je v Sloveniji imamo nadpovprečno plačane tudi v primerjavi z razvitimi državami, imamo nadpovprečno IT-ovce plačane, kljub temu, da marsikakšen IT-ovc tukaj misli, da je plačan zelo nizko. Res, da potem so argumenti, ampak to so bruto, ne pa neto zneski in tako naprej, ampak to je to. Kako pa je v primerjavi s tujino, naše plače v primerjavi s tujino? Ste kdaj to gledali, koliko smo? Nazadnje je bila raziskava tudi o življenjskem standardu in je pokazala, da je življenjski standard Slovencem pod povprečjem 27-terice EU. Težko vam tukaj sodil, ker tega nisem naredil na ta način analize. Ne bom šel od drugega, kar sem lahko zapletel, ampak dejansko je, da kakorkoli pogledamo, kdorkoli je delal kdaj v tujini, ne, ve, da tudi Slovenija, ne, kot celoten okolica, kot celotna družba je zelo lepa. Imamo zelo veliko benefitov in dejansko tudi tiste podatke, ki ste prej rekla, da ljudje zapuščajo službe zaradi tega, ker nima več možnosti dela od doma, ne, bi zelo verjel, kar je tudi res, da v tujini je to mnogo bolj preferirano, ker tam seveda tudi pot na delo lahko traja tudi 2 ali več ur, kjer v Sloveniji je to dobro, sigurno kdo tudi je to, ampak je to bolj kot ne izjema, kot pa pravilo. V tujini je pa to skoraj pravilo. Tako da te stvari si jih včasih ne znamo dati tudi gor na tehtnico, da vidimo, kje imamo na drugi strani mnogo več benefitov, katerih pa se nam zdijo samo po sebi pomembne in da jih pač kar naenkrat pričakujemo povsod. Nedavno smo se pogovarjali z enim fantom, ki živi že praktično več kot 10 let v tujini, dela v Londonu za razne start-upe in nam je povedal, da je v bistvu sprejel nižjo plačo, vendar v zameno je dobil delnice podjetja oziroma delež v podjetju. Pri nas take prakse je ali ni taka praksa? Glejte, jaz vam lahko osebno povem, da ja, je taka praksa. Je taka, so podjetja, ki so, večinoma so pa to kakšni startupi oziroma podjetja, katera dejansko niso, v katerih se ne vlaga veliko financ, ampak je treba vložiti delo. In seveda takrat, kadar niso to finančno zelo agresivna podjetja, tam se lahko reče, lej, tvoje delo se bo dalo v delež, katero pride. Veste sama, veste vsi, dejansko en izmed najbolj takih uspešnih stvari je bil Outfit, kjer je to zelo uspešno prakticiral in je dejansko imel tam izjemno lojalnost ljudi in izjemno delovnost in se je izkazalo to kot zelo pozitivno. Seveda, če boste pa rekla, da boš to naredil v kakšni tovarni, ne,
kjer pa seveda je stvar, koliko vložiš noter, koliko je tega, pa je delo, samo ima majhen delež v contribution marginu, bo pa to šlo težko, ne? Tako da, seveda je pa veliko ljudi pametnih in raje rečejo, da na ta način motivirajo ljudi, dajo. Pa po drugi strani pa ima tudi moment, kateri je, da se tega vse poslužujejo tisti, kateri še nimajo nekih finančnih obveznosti, kateri morajo vsak mesec plačati kredit, kateri morajo plačati to pa to, ampak tisti, kjer tudi v redu, če 2-3 mesece nam dobil, sem že preživel, je okej, ne, pa če grem tukaj na zelo nizko, saj bom že, saj stisnem zase, pa imam pol več, ne. Je pa to riziko, ne, lahko da pol ni pa nič. Ne, pa glih en kolega je šel isto, ne, in je na koncu ostal brez vsega. Tako da, tudi v Sloveniji. Tako da, stvari niso zelo take samo lepe. Ja, imaš pluse pa minuse. Ja, res je. Zdaj, ko omenjate lojalnost, ja, koliko smo pa mi lojalni? Recimo v tujini, ko smo se pogovarjali z temi ljudmi, ki delajo v tujini, so povedali, sploh v startupih, da se nekako pričakuje, da bojo službe menjavali na leto ali 2, ne? In če si dlje časa v neki službi, je lahko že mal problem. Kako je pa pri nas v Sloveniji s to lojalnostjo? Mislim, da je tako meko, ne. Pri nas smo naredili spet to raziskavo, kjer je pokazalo, da si približno 22% anketiranih želi zamenjati delodajalca v naslednjega pol leta, kar je veliko, medtem ko jih pa cirka 30% ne planira spreminjati v naslednjih 4 letih, kar je tudi zelo veliko. Tako da, seveda tisti, ki zdaj pravi, da ne želi zamenjati v naslednjih 4 letih, sem zelo skeptičen, da je bilo večina teh, da so glih kar zamenjali službo. Tako da ta del je nekje, ko meni ta 22% mi je kar visok, je pa res tudi to, da seveda zdaj tokom pandemije so se določene stvari zelo spremenile, so dobili občutek, da lahko, da se to da. Je pa seveda tudi vprašanje, še enkrat, kaj so vrednote tebe, zakaj menjaš službo. Zdaj, če govoriva midva o tem, da greš ti delat od doma, ne, je nekako je lojalnost zelo težko doseči. Če govorimo, da je vrednota, kako se, kakšno je spoštovanje do zaposlenih, kakšno imajo delovno okolje in tako naprej, kar pomeni, ni neke lojalnosti. Zdaj, če malo skarikiram, ne, če si programer, ne, pa delaš od doma, a ti je zelo a ti je zelo pomemben, a delaš za Google ali Facebook ali onega, nič, v bistvu delaš eno kodo, moraš napisati in to je to, malo karikirano, ampak ta del je, stvar je taka, ker je seveda zelo tu in seveda prideva do tega, ne, da, kar se mi tudi, da sem dobil od enih informacijo, da recimo pri njih v podjetju do pandemije so imeli skoraj ničto fluktuacijo. Ko se je začela pandemija, se je fluktuacija povečala na 10%. Kaj se je seveda zgodilo, ne, da seveda ljudje, kadar so prišli delali od doma, nekako te pripadnosti ni več. In seveda, kad te potem nekdo pokliče, lej, tukaj imam pa za 100 evrov višjo plačo, pa boš delal, ja, kam pa delal? Ja, le glih tako boš delal PHP pa Java, ne vem kaj že, to boš dobil isto boš mogel narediti in to je to. Kaj bo rekel? Ja, v redu, lej, ker ni več te pripadnosti, nimaš več tega, da veš, zakaj delaš, ne. Tako da to je razlika, ne. Mogoče so se pa tudi tvoje vrednote nekako spremenile in niso več skladne z vrednotami podjetja, ki jih podjetje zasleduje.
Mi Ja. odraščamo, z leti se spreminjajo se naše vrednote in pač tisto, kar nam je pomembno. Prej smo se pogovarjali o tem, ta work-life balance, ne, mogoče, ko si mlajši, ti niti ni toliko pomembno, si 12 ur v službi, ne, ampak z leti pa verjetno ti pomeni tudi ta prosti čas malce več, ne? Ti pomeni, ja. Tako da sigurno je nekaj na tem, ampak je nekako taka zelo velika sprememba, ne. Tudi če govorimo delo od doma, ne, pa recimo, da delajo od doma za tujino, ne. Mislim, od ene parih sem slišal, zdaj pa lahko delam 2 službi. Zato, ker pač dela od doma, ne. Recimo pa, če rečeš ti, da delaš za eno podjetje v Sloveniji, pa eno v Ameriki, koliko tu delovnega časa ni isto, delaš 16 ur na dan, si pripravljen in lahko lepo mirno delaš za 2 podjetji. In stvar so drugačne, so tudi določenih ljudje se odpirajo kar naenkrat spet nove možnosti, ne. Jaz lahko več, če sem pripravljen delati, če sem dober, lahko več. Nisem omejen samo na en del, ne. Ja, lahko si pa omejen s kakšno klavzulo, a ne. Glejte, to je vedno To so pa stvar noter. detajli. Ja, to so detajli, ampak potem pa zbereš tistega, kar nisi. Zdaj, kaj ne rečem. Vse je odvisno, kaj so prioritete, pa kaj želiš doseči, ne. To je res, ja. Še eno zadevo sem opazila, to so mi tudi povedali fantje, ki delajo, Slovenci, ki delajo v tujini, da delodajalcu ni pomembna izobrazba, pač pa izkušnje. In številni v bistvu sploh niso dokončali faksa in so na podlagi izkušenj dobili kar lepe pozicije v pomembnih podjetjih, globalnih, ne. Zdaj, če rečemo tukaj mora potem seveda v Sloveniji kot prvo ločiti 2 segmenta. Javni sektor pa privatni sektor. Javni sektor vemo, da izobrazba, drugo je bolj kot ne nepomembno. Privatni sektor se pa že leta in leta vse bolj približuje temu sistemu, katerega so oni tudi v tujini videli. Nismo sicer še tam, ampak se vse bolj približuje. Predvsem se pa izobrazba v slovenskih podjetjih, s katerimkoli sem se pogovarjal, bolj kot ne gleda ne iz tega vidika, kaj znaš, kaj imaš diplomo, ampak da si pridobil delovne navade, da si pridobil učne navade, da imaš neko disciplino. Iz tega vidika je to pomembno. Ne toliko, da je pač samo papir ali diploma ali kako rečemo temu, da je tam, ampak da imaš nekaj, pokažeš svojo osebnostno lastnost tudi preko tega. To je vse več podjetij tako gleda to, ne pa, ali je to ekonomska, ali je to elektro, ali je to naravoslovna, kjer je, ampak je ta del. Na teh drugih stvari so pa seveda izkušnje. Kot veva oba dva, da če boš enega prodajnika vzemal, boš kaj gledal, kjer ima največ kontaktov obeleženci, da tistega lahko pride, da bo več naredil delov, ne, pa ti je bolj kot ne vseeno, ima osnovno šolo ali pa tako šolo, ne, ker ima osebne relacije do kupcev izjemno dobre. Kakšni drugi pa seveda, če delaš pa res visoko strokovno delo, ki je pa rabiš imeti res tisto strokovno znanje. Če govorimo tega, težko bi si predstavljal, da bi rekli, da je nekdo, ki zdaj razvija cepivo za COVID, da vse ima delovne izkušnje v redu. Pa ga bomo kar vzeli, pa diploma mi ni važna, pa doktorat mi ni važen. A bi se cepili s takim cepivom? Ne bi, kljub temu, da lahko da je čist v redu, ne, ampak Če bi znanstveno dokazali, da je cepivo v redu, pod črto, a je relevantno, kdo ga je razvil, če ima? Občutek ljudi, kateri to vam pride, je popolnoma drugačen. Kljub temu, da znanstveno dokažemo vse, da je to tako, veva tudi zdaj iz trenutnih razmerij, kjer so, da je percepcija pa ta del mnogo močnejši kot pa dejstva, katera so na mizi, pa katera govorijo zelo v eno smer,
ampak percepcija govori pa v drugo smer. No, Tako zdaj, da- ko omenjate percepcijo, pogosto mi povedo razni strokovnjaki pa svetovalci, da je ljudem zelo pomembno, da imaš pred imenom in priimkom dr. ali pa mag ali pa prof. Glejte, Nazivi so pomembni za nekatere, ampak se veste, kaj pravijo, da tudi če imaš neko diplomo ali pa če imaš magistrski naziv ali pa doktorski naziv, ne pomeni, da si pa ti največji strokovnjak tega sveta. ne, tudi tako povem, recimo v Avstriji, ne, je ta naziv in diploma zelo, zelo bistvena. Imajo vsi. V Sloveniji vemo, da je dosti manj, veliko ne v takih res strokovnih podjetjih ali pa tistih, kateri imajo neko željo po izpostavljanju tega naziva. Za Avstrijo pa lahko povem, da tam se pa vsi z svojimi nazivi podpisujejo in so spoštovani magister, spoštovani doktor, tako da to je mnogo, mnogo bolj razširjeno kot pa v Sloveniji. Zanimivo. Greva se dotakniti še sodobnega načina dela, recimo temu, tako digitalno nomadstvo. Zdaj sem ugotovila, da je za digitalne nomade postala zelo privlačna Hrvaška. Kako je recimo s tem pri nas, z digitalnim nomadstvom? Zdaj, če tu misliva, da digitalno nomadstvo, da jaz kot Slovenc se preselim na Hrvaško in delam v Hrvaškem na tudi da se prijavim kot davčni zavezanec na Hrvaškem, to je ena stvar. Če govorijo samo o tem, da jaz delam kjerkoli za katerokoli podjetje, je druga stvar. Jaz bi se nekako te druge lotil, ker davčno se ne bi hotel noter, tudi ne poznam veliko. Tukaj vam lahko rečem to, da po naši raziskavi, da so države, za katere bi Slovenci radi delali, ne? Najbolj so Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, ZDA in Avstralija. To so države, v katerih bi Slovenci radi delali na oddaljen nastop. Ne? V Sloveniji bi pa radi delali nekako ljudje iz Srbije, Kosove, tudi Avstrije, Madžarske, Belgije. Tako da tam imamo kar nekaj ljudi, ki bi hoteli delati za slovenska podjetja iz Avstrije. Tako da očitno tudi mi nismo tako zelo nezanimivi za druge. Če govorijo še o teh, da je v Sloveniji, ne, je tudi po tej raziskavi, ne, je približno 66% vprašanih pripravljeno delati na ta način, kar je tudi velik procent. Kar pomeni, tukaj seveda ljudje vidijo možnost boljšega zaslužka, brez da izgubijo komoditeto države, vsemi naravnimi lepotami, vsega celotne infrastrukture, katero mislim, da še vse Slovenija ima veliko tega, kar se ga velikokrat ne zavedamo. Tako da ta procent je zelo visok, kjer je seveda tudi večji, kot je nekako povprečen procent, tudi če govorimo iz ostalega sveta, kjer je pa 57%, kar pomeni, pri nas v Sloveniji je skoraj 10% ljudi več, kot je nekako v svetu pripravljeno delati na ta način, kar da tudi spet določen del podatka, da pač pri nas smo še očitno bolj lačni dela v tujini kot kjerkoli druge. Tako da ta del. Digitalni nomadi, to so v bistvu bolj svobodnjaki in niso nekako vezani ne na lokacijo, ne na delodajalca? Ja. Kje dela, a se fizično takrat sedi na Hrvaškem, v Sloveniji ali tam, to nismo spraševali, tega nismo šli v to, ampak bolj za koga bi delal, pa bi bil pripravljen delati. Ker seveda je drugače, delaš ti za eno podjetje v Avstraliji, ne, ali pa delaš za slovensko. Za slovensko lahko zelo hitro priješ tudi fizično sem, v Avstralijo boš malo težje prišel
zelo hitro tja. A ste mogoče še kaj drugega ugotavljali, kakšen profil je to? Kaj opravljajo, kakšna dela opravljajo? Večinoma je tega sigurno iz IT industrije. To je sigurno tisto, kar je največ, ker to se najlažje vidi, da se lahko naredi, pa se tudi najlažje kontrolira. Seveda so pa tudi druga, kot so marketing, tudi trženje, prodaja, ker seveda tudi tukaj lahko narediš veliko digitalno. Trenutno je tudi celotna situacija za pandemijo pokazala, da lahko veliko tudi prodajnih sestankov narediš preko videoklicev, kar nekako kaže, da to je možno. Tako da to ni nobene, nekaj, da bi rekel, samo IT-ovci. So tudi drugo, ampak pač ta IT je pa ta, kateri je najbolj izražen, že tudi zaradi tega, ker je najbolj, če tako rečeva, tudi digitalno izobražen in ima tukaj mnogo boljše predispozicije kot pa druga delovna mesta. Mogoče lahko dodam tukaj, da so tudi borzniki taki, ki delajo na različnih lokacijah za razne investicijske banke, čeprav zdaj je prišla tudi vest od JP Morgana in še ene investicijske banke, da zahtevajo, da se zaposleni vrnejo nazaj na delovna mesta, grejo čisto v kontrasmer in so celo tudi povedali, da so pripravljeni riskirati svoje najboljše talente, če se pač slučajno odločijo, da ne bodo prišli nazaj v službo, v pisarno. Ja, mislim, glejte, vse to je na nek način tudi nekje pričakovano, ne, kar ti človeka, ne, če je samo lojalen računalniku, pa samo svojemu FIU, kjer je tam zraven, ga boš zelo težko zadržal za daljši rok. Ja, no, ko govoriva zdaj o IT-jevcih, tudi kar nekaj IT-jevci sem se pogovarjala glede samega plačila. Še nedolgo nazaj mi je kar nekaj teh IT strokovnjakov povedalo, da so bili plačani za delo v kriptovalutah. Kako je zdaj s tem? Mi do tega tukaj še nismo prišli, no, v našem, bi pa verjel, da, oziroma vem tudi sam v določenih primerih, v kakšnih ICO-tih, kateri so dejansko šli s tem, da tam so tudi plačevali na ta način. Je to vedno vprašanje tudi, kako je to davčno z vsemi temi zadevami porihtano, ker mislim, da je to zelo bolj tako na šejki ali pa tudi ne, pa da ne vem veliko stvari, ampak iz tega vidika je vprašanje. Po drugi strani, da bi rekli, da bo to postalo kot standardno plačevanje, mislim, da smo še nekaj časa v tem oddaljeni, ampak seveda tistega, kateri je pa temu, mu je pa to v redu, pa živi v tem svetu, pa zakaj ne? Zakaj ne? Je to zelo dobro, da pokaže tudi podjetja na nek način fleksibilnost, prilagodljivost, da. Mislim, da je pa v Sloveniji še vedno večina podjetij zelo klasičnih in se tega še nekaj časa ne bojo šli. Še enkrat upam, da se motim, ampak... Dajva se dotakniti, glede na to, da imamo poletje oziroma je poletje, da gremo na počitnice, želimo malo izklopiti, sabatikal. V tujini marsikdo, ko reče, zdaj imam pa jaz rabim malo pavzo, se vzame pol leta zase in potuje po svetu, ali pa tudi leto dni, čisto odvisno, potuje po svetu, vrtnari, dela karkoli pač želi početi, ne, in potem gre nazaj v službo. V bistvu se gre nafilati baterije. Kako je zdaj s tem pri nas, sabatikal? Mislim, kakor jaz vem iz izkušenj, katere sem jaz nekje slišal, ne, to pri nas ni masovna praksa, daleč tega pa tudi, da tega sploh ni. Obstajajo, je seveda to običajno priješ do tega, da ti si zelo pomemben del mojega podjetja, rajko, da te zgubim, pejti za pol leta na sabatikal ali pa leto na sabatikal, pa potem priti nazaj, kot pa da te čisto izgubim, ne. Je pa res, da seveda v tem letu, ne, se lahko v podjetju zgodi marsikaj, ne, in potem je tudi vprašanje, kje dobiti pozicijo nazaj. Tako da
je riziko na obeh straneh, ne, in tem, da konec koncev potem tega človeka več ne rabiš v taki obliki, kot je, ne, ali pa človek vidi, prišel sem v drugo firmo, kam pa je tukaj naprej delal. Tako da, to imaš vedno sta oba možna pristopa, ampak videl sem že kar nekaj firmah, da je tudi, če govorim v naši sestrski firmi na Hrvaškem, je ena oseba šla tako na sabbatical year, tako da ni to tisti neki, wow, tega pa ne gremo, ne vemo, kaj je. Je pa res, da ta oseba je bila zelo pomembna in se odločila, raje pa je to, kot pa da mi čist greš, ko imam vsaj možnost, da te dobim nazaj, kot pa da nima možnosti, da te dobim nazaj. Ponavadi je to neplačano, ne? Ja, ponavadi je to neplačano, bolj je ta del, da se ti samo prispevki plačujejo, ne, ali pa še to ne, da imaš samo zasigurano službo, ko priješ nazaj. To je odvisno, kako se spogajaš. Ja, zanimivo bi bilo to videti, kako bi šef odreagiral, ko bi stopil do njega in rekel, jaz bi šel pa na sabbatical year, ne? Za mojega vem, kako bi rekel, izvoli pa za sabbatical never ending, tako da vse v redu. Ampak to je tudi lahko en način mogoče stimulacije ali pa tega, da zadržiš ključni kader v svojem podjetju, da mu pač omogočiš take stvari. Kaj pa recimo še je nekaj takega, kar bi recimo nekako vezal človeka na podjetje? Mogoče s kakšnimi stimulacijami, nagradami, ne vem, izleti? Veste kako, ne, sem tako pošten, ne, vsak človek ima svoje vrednote, ima svoje tisto, kar ga notranjo izpopolnjuje, ne. In seveda v vseh teh nagradah je bistveno, da tebi je notranjo izpolnjevanje. Ja, če je bonus finančni v redu, tudi to je nek način motivacije, kateri je najlažji. Ta je najbolj trivialen in najlažji. Najbolj tak tudi vrednost ima, da se tvoj nadrejeni ali pa, kako mu rečemo, ne, potrudi in te razume, kaj je res tisto, da tebe motivira in ti da to. Ker denar lahko da vsak, mislim, se lahko da vsak, to je najbolj tako trivialno. Ampak da ti ve, da pa reče, lej, na to izobraževanje pej takrat, ker vem, da ti je je pa to kar naenkrat ni več vreden samo onega Jurija 2 ali kakorkoli, ampak je vreden, wow, on pa razmišlja o meni, on me pa gleda, on pa vidi, kaj bi bilo v redu, pa me razume, pa ve, kje je. In kar naenkrat dobi ta nagrada čist druge dimenzije. Je pa seveda to pa pomeni, da mora biti pa nadrejeni mnogo bolj nekako v stiku z svojimi ljudmi, jih mora razumeti, ne samo poslovno, ampak tudi na nek način osebnostno, privatno, kar pa seveda zahteva drugačen način dela. In drugačen način vodenja, komunikacije. Ja. Čist drug odnos, ampak ravno šef je tisti, ki ustvari pozitivno klimo v podjetju oziroma neko vzdušje, neko to okolje, v katerem v bistvu danes govoriva, ne? Tako da vse se začne tam gor pri vrhu. Vse se začne gor pri vrhu. No, ko govoriva zdaj o tem vrhu, kako recimo naj nekdo od teh 60% mladih, ki je odgovorili, niso zadovoljni s plačo, kako naj stopijo recimo jesen do šefa in rečejo, da želijo povišek? Kako je najbolj, da se pripravijo na to? Seveda kot prvo, ne, kdorkoli se tega koraka pristopi, ne, mora najprej razmisliti, kaj je res njegova dodana vrednost in koliko on da dodane vrednosti podjetja in da je ta dodana vrednost res tudi dojeta kot dodana vrednost. To je tisto prvo. Ko narediš to domačo nalogo pri sebi lastnem, potem lahko narediš in ovrednotiš in rečeš, lej, to pa to je tukaj, to. Mislim, da si zaslužim tukaj več, ker sem na teh stvareh naredil toliko več in bom še naprej delal toliko več, kar pomeni, da bo tudi podjetje dobilo več od mene. Seveda idealno je, če imaš tako delo ali pozicijo, da lahko rečeš, glej, jaz sem ti pa prinesel 100 jurjev več na leto dobička, kar pomeni, da mi
10% tega, da je meni, je to je tisto najbolj trivialno in idealno. Večina ljudi nima tega luksuza, če tako rečem, ne, kar pomeni, morajo dati mnogo več priprav. In seveda potem vsak šef, če prideš pripravljen s tem, ne, najmanj, kar je, te bo poslušal. Ni sigurno, da bo rekel ja, ampak najmanj, kar je, te bo poslušal in se bo pogovarjal. Tudi s tem seveda daš čist drugo pozicijo, drugo svojo vrednost, ne, ker pokažeš, lej, jaz razumem, kaj je moja vrednost, jaz razumem, kaj moram dajati in to dajem in se pripravljam dajati še več. In to je tisto, na kar šef bo težko rekel, veš kaj, kote, ne rečem kaj, ne bomo nič, ne. Seveda vedno je tudi vprašanje, a budžet obstaja ali ne. Tako kot sem prej rekel, za moj case, ker sem imel človeka, kjer vem, da si zasluži več, vem, da lahko dobi več, ampak lej, če nimam v budžetu tega denarja, ga ne morem dati, pol sorry, ne. Pol je pa seveda tvoja odločitev, a to pomeni, da greš ven ali pa da tukaj pogledamo kakšen drug način stimulacije ali pa nagrajevanja, če ti je to v redu. Drugega ni, ampak vedno imaš pač, je možno, da tako priješ, pa tako nastopiš, da je tudi stvar, lej, sorry, pejt. Ja. Žal je pa redko se zgodi obratno, da bi šef samo od sebe rekel, wow, tebe pa zelo cenim, zaslužiš si višjo plačo ali pa dobiš nek ekstra bonus. Mislim, tako bom rekel, jaz osebno sem to že parkrat naredil. Jaz osebno sem to že parkrat naredil, tudi pred kratkim sem od mojega šefa doživel, da je rekel, lej, tukaj je pa ekstra bonus, to pa to. Tako da pač ni to tako nemogoče, ni pa to, je pa, oziroma drugače bom rekel, je to stvar vodje. Kako vodi, kako razume, kako gleda na ljudi. Če so seveda ljudje samo v njegovih pogledu kot orodje, potem tega sigurno ne bo naredil. Če so pa ljudje kot nek res osebnost, neka dodana vrednost, kar je, pa bo naredil. Nisem samo zdaj sem tudi že večkrat doživel v svojem lastnem primeru, da je to prišlo iniciiran iz stališča vodstva, ker pač nisem imel toliko, če se lahko tako kdo izrazim, toliko jajc, da bi šel tja pa rekel, da izkočem pa tukaj več, ne. Sem se samo trgal, da sem delal več v svojih čisto mladih letih, ampak se je kazalo in sem imel srečo, da sem imel tazga šefa, da je to cenil in je tudi pokazal na različne načine, ne samo z denarjem, tudi z drugim. Tako da iz tega vidika sem imel relativno dobro šolo z primeri, ne pa samo z čveka. No, to je ful dobro, kar ste povedal zdaj, zaradi tega, ker je pomembno tudi konec koncev za zaposlenega, da izbere pravega šefa, ne, da se bo dobro počutil v podjetju, v katerem dela, ne. Ja, običajno izbiraš šefa, ne, zato je pa ta odnos, kateri je pomemben, ne. Moram povedati to, da je pa za presenetljivo, kar sem tudi pogledal to raziskavo, ki imamo, ne, da je, mislim, da je cirka 30% ljudi, ne, jim je pomembno, kako podjetje samo vpliva tudi na ekologijo, na okolje. In dejansko več kot 40% ljudi ne bi šlo delati v podjetje, katero ni ustrezno ekološko usmerjeno oziroma ne bi šlo. Kar je pa še bolj zanimivo, ne, kar nam je kritično, ne, da ta procent je, mislim, da 45% pri starejših, pri mlajših je pa samo 30%. Kar pomeni, da mlajših ne zanima toliko ekologija, kljub temu, da imamo vsi zelo polna usta za otroke gre, ampak otrok pa očitno nismo uspeli naučiti, da morajo tudi oni sami to dati to vrednost na to vrednoto na malo višji nivo. Tako da tukaj imamo mi, mislim, da še kot starši ali pa karkoli že še veliko dela, da naučimo svoje otroke, kaj so
vrednote in kako naj grejo naprej, ne samo v besedah, ampak tudi v dejanjih. Zanimivo. Ravno naslednji podcast bo o vrednotah in ESG investiranju. In jaz sem tudi kontra ugotovila, da milenijci zelo radi investirajo v podjetja, ki sledijo ESG smernicam. Tako To je da, vse, mislim, ta je naš raziskava, lahko vam potem tudi šeram, kjer je dejansko, da je, mislim, da je cirka 31-32% mlajših ne bi šlo v službo v podjetja, kateri ne skrbijo za okolje, medtem ko je teh pri starejših, mislim, da pa 45-47, da na pamet govorim, ampak to je ta del, kar je nekako ta razkorak je bil zame presenečenje, ker bi prej rekel, da je obratno ali pa vsaj enako, ampak tako je. ja. No, ko zdaj govorimo o tem ekologiji, recikliranju, a se lahko na hitrico dotaknemo samo še ene zadeve? A imate toliko časa? Seveda. Bolha.com. Jaz zelo spodbujam vse poslušalce, bralce, vedno sem, da v bistvu se poslužuje te ekonomije delitve, se pravi sharing economy, in reciklirajo in kolobarijo z opremo in pač večkrat uporabijo kakšno zadevo. Tako da tukaj dostikrat poslužujem se tudi spletne strani bolha.com, prodajala sem pa tudi preko Letgo. Jaz moram reči, da sem kar tako aktivna prodajalka. Prodala sem praktično celo stanovanje, ko smo ga renovirali, in 7,000 evrov približno sem ustvarila. Recimo temu zaslužek, to ni zaslužek, to je pač samo stara roba, ki sem jo prodala. Ne. Poznam pa tudi kar nekaj ljudi, ki redno to počnejo na mesečni ravni in zaslužijo tudi po 100-200 evrov na mesec. Niso preprodajalci, ampak to so bolj te mamice, ki kolobarijo z rabljeno opremo, otroško opremo, športno opremo in tako dalje. A ste mogoče kakšne raziskave tudi tukaj delali na tem področju? To vemo mi sami, da so posamezne kategorije, katere so zelo recimo hitro moving, se zelo fast moving grejo okoli, in to so seveda vse, kar je vezano na otroka, ker seveda otrok v pol leta ali enem letu sigurno vse preraste. In običajno takrat, če ni tudi tega ponosa, ker ni imel niti časa, kar pomeni, da greš naprej. Ne. Kar pomeni, ta del je pa dejansko tudi naša mantra Bolhe je, da bi empowering circular economy. To je nekako mantra Bolhe, kjer delamo tudi s tem za naravo, za svet, za ekologijo. Kar je. Seveda, zaslužki so zraven na nek način motivacije ljudi, zakaj bi to delali, ker seveda, če sam zastonj ni toliko, čeprav tudi tukaj moram povedati, da sekcije, kjer so podarim, so izjemno obiskane in tudi je veliko tam se najde stvari, tako da tudi to ni čisto, tako bom rekel, da mora biti vedno samo denar. Je tudi to zavedanje, ne, v redu, če jaz tega več ne rabim, to ne pomeni, da tudi drugi ni treba, da tega več ne rabijo. Ne. Tako da ta del je in z Bolho gremo točno v ta segment in točno to je naša mantra, katero želimo tudi povedati pač vsem Slovencem, da s tem, ko uporabljajo, ko reciklirajo, ko dajo, da naredijo korist in naravi in svojemu, če rečem, sosedu ali sodržavljanu ali kakorkoli že, naslednjemu, kateremu omogočajo boljše. In seveda, če pa zraven še kaj zaslužijo, pa seveda tudi sebi, ker seveda dobiš nekaj denarja in potem si lažji novo ali pač nekaj drugega kupaš zraven. Tako da ta del je gor in tako da to je naša mantra, ker gremo. Ja, to je super.
To je super, tudi zelo podpiram to. Kar se pa tiče v bistvu tega, da podarimo zadeve, jaz moram reči, da sem tudi kar precej stvari podarila, recimo nazadnje, glih ne vem, kakšen mesec nazaj, vikend kuhinjo. Moram pa priznati, da sem imela pred leti eno slabo izkušnjo, ravno z podarjenimi igračami in otroško opremo, ko sem podarila pri prodajalcu. Ne, to pa je vedno tveganje, na katerega seveda je treba tudi opozoriti, pa biti pozoren, komu v bistvu podariš. Pa še nekaj bom povedala, to se mi je pa zgodilo ta vikend, me je kontaktiral prevarant, sem dala oglas, da prodajam otroško kolo, me je kontaktiral prevarant in je želel, da mu v bistvu pošljam kartico, kreditno kartico, številko kreditne kartice. Tako da treba je biti zelo pozoren, ne, na vse te zadeve. Vem, žal na to nimamo vpliva, razen tega, da pač dajemo tudi obvestila vsem uporabnikom, da se to dogaja, ker vse veste, kako lopov je vedno en korak pred policajem in tako je žal povsod. In tukaj, karkoli naredimo, nismo nikoli pred njimi, no. Jaz sem videla tudi vaše opozorilo, je napisano tako, da ga vidiš, ampak vprašanje, koliko ljudi ga potem tudi upošteva, to je. Ja, res je. Okej, mislim, da smo več ali manj vse povedala, kar se dogaja na trgu dela, s plačami tudi, ne. A imava še kaj za dodati mogoče? Pa glejte, verjetno bi lahko še kakšne 2 uri govorila o teh stvareh, ampak mislim, da sva res šla čez bistvene stvari čez, tako da tukaj mislim, da ni več veliko za dodati nekaj bistvenega, ampak res me je veselilo, bilo je prav zanimivo diskutirati. Če seveda kdorkoli še karkoli bo imel vprašanja, prosim, kadarkoli se lahko obrne ali na vas ali name, potem posredujete, tukaj nimam nobenega problema. Mislim, da še vedno to, ko sem tudi že enkrat prej rekel, Slovenija je premajhna, da bi določene stvari skrivali, en pred drugi moramo nekako igrati transparentno, odprto in gremo naprej. Odlično, Tomaž Gorjup, najlepša hvala za čas in pa tudi za vse informacije, ki ste nam jih dali. Hvala, me veseli.